Evo, draga Suzana moja, hitro sva se spet srečali. Tokrat ne v živo, um, ampak preko Zooma, preko videa, kar je zame še ena nova izkušnja, um, ki jo bom prvič delila s tabo. Potreba, da se še enkrat dobiva, ne prav zares v novi epizodi, ampak v enem dodatku epizodi, ki smo jo posneli, je pa prišla po eni strani od poslušalk, po drugi strani pa tudi od mene, ker sem imela pripravljena še ena vprašanja, ki me zelo zanimajo, pa takrat nekako niso dobile prostora. Tako da danes sej ne bova zelo dolgi, ampak bi se lotile enih stvari, mogoče malo bolj konkretno, praktično, kako vse to, kar si delila z nami, toliko modrosti, toliko znanja, kako v bistvu te stvari, o katerih sva govorili, zdaj lahko prenesemo v naša življenja, v naš everyday life in tudi seveda potem naprej našim hčerkam. Lepo pozdravljena. Ja, viva krst, glej, viva krst, viva krst. Jaz sem se prejšnjič krstila pri tebi na podcastu, sem bila čist, oh, God has helped me out. Tako da, ja, res razumem vznemirjenje, ki je prisotno pred nečim prvič. Tudi jaz sem danes vznemirjena, tudi to, kar sem v zakulisju delila, sem bila Suzana, da je v redu, vse je v redu. Sedle se boste in se boste pogovarjali in to je to. Pač tako, kot sva se hecali, da je v bistvu tale najin pogovor danes nekako PS temu pogovoru, ki sva ga imeli, kar sva želeli biti pod 2 uri, Tako. Ampak, drage poslušalke, vidite, da mi gre. Ura 45 vsej. In pospravljati in poslušati in to je to. In pol je pa štima, Ja, tako da, v bistvu se to malo mogoče tudi naveže, ampak bom počakala tvoje vprašanje, se naveže na spoštovanje svojega ritma, ki ga imamo. Kaj je ritem, ki ga jaz imam, če rečeva ritem oddaje, ritem podcasta Mater, je ura 45. To je njen ritem. Ali pa uro pa pol, mogoče tudi 2 uri, to je njen ritem. Zato, da se alkimija pogovora zgodi, da se vprašanja lahko zgodijo, da se resnica tega, kar želi biti povedano, da ima prostor. Ker ko hitimo, ni prostora, da se zgodijo globje stvari. Pač povemo stvari, ki so pomembne, ki so potrebne, ampak alkimija se zgodi in tista globinska, prvinska resnica pride v počasnosti do nas in v počasnosti našega življenja. Če jaz hočem neko vizijo za svoje življenje, je ne bom dobila med tem, ko kuham, pospravljam in ko še vse zraven delam in rabim prostor, čas, pripravljenost v bistvu biti s praznino, da se zgodi tisto, kar se želi zgoditi. Da pride tisto, kar želi priti v ospredje. Res je. Jaz vidim, da tudi veliko drugače vodim pogovor, kadar se z gostjo zmenim, nimava omejeno časa. Bova, dokler bova. Ko pa se zmenim, da imamo nek omejen čas, takrat pa vidim, da tudi čisto drugače peljem pogovor in tudi gost se čisto drugače odziva.
ker je to neka omejitev, ne? V Ja, tem času ritem, pa to. ritem. No, tako, evo, zato zdaj pač danes sledi dodatek. In vprašanje, ki ti ga jaz nisem zastavila, pa sem potem dobila odzive in vprašanja od poslušalk, se navezuje na to, na zelo konkretno, kako ženske, ki se šele zdaj postajajo prijateljice s svojo menstruacijo, ki jo želijo bolj spoznati, kako se tega konkretno lotijo. Recimo, kako si ti začela? Ali morajo zdaj imeti neko aplikacijo, ali morajo kupiti nek menstrualni koledarček, ali si same lahko naredijo dnevnik. In kaj si sploh zapisujejo, kaj je tisto, na kar smo pozorne, kaj je tisto, kar spremljamo, ko se spoznavamo s svojim ciklom. Okay. Ja, vsemu, kar si naštela, a ne, torej ja, menstrualnemu dnevniku, ja, menstrualnemu koledarčku, ja, aplikaciji, a ne. V samem štartu, kaj nam prvo informacijo da nam podatek, kdaj dejansko menstruiramo, da imamo to zavedanje, a ne, ker v bistvu jaz če tako se ozrem, ne vem, nazaj, mi je bil v bistvu prvi korak ta, da sem vedela, moja menstruacija prihaja na 24 do 26 dni, a ne, torej, da jaz v bistvu vem, kdaj imam menstruacijo. Potem naprednejši moment od tukaj je, da v bistvu, ko vem, da imam menstruacijo, da si okrog tistega časa, še posebej, če imamo redne menstruacije, redne cikle, da si dam stvari, ki so manj obremenjujoče ali počitek in počitek, a ne, pač odvisno od ženske, da si damo na te dneve okoli menstruacije manj zahtevnih stvari na pladenj. In da v bistvu potem začnemo tudi planirati, kako bi vpeljale menstrualni počitek vsaj en dan, ta prvi, to, kar sem prejšnjič omenila, da ne bom cele zgodbe pač pravila, a ne, zame je bilo zelo močno, ko sem slišala žensko, ki je bila takrat že v menopavzi, da si je ona vzela 5 dni časa in da je bilo to non-negotiable z možem in 4 otroci. Non-negotiable. Ne, tega je 11 let, ko sem jaz to zgodbo slišala, jaz vsakič dobim kurjo polt. Da je ona tako, glej, če želiš, da funkcionirava zares v mesecu, da sem dobra mama, dobra gospodinja, dobra ljubimka, dobra žena, dobra 3 pikice, vse klobuke, ki jih imam, jaz rabim čas zase. Rabim čas zase. In ko si začnemo jemati, ta menstrualni počitek, prvo, kar se zgodi, najprej se bomo sploh spočile, to je prva stvar, kar se zgodi. Tukaj ni, zdaj bom pa neke globje uvidje skozi menstruacijo dobivala, ne, najprej moram spati, baby. Najprej moram spati, pa se dobro najesti, pa malo spočiti, pa malo izdihniti stres tega preteklega meseca, Potem se lahko pogovarjamo o naslednjih korakih, kaj pride skozi to. In zgodi se, recimo, če ženska zdaj začne prakticirati menstrualni počitek, je v bistvu tako prvi mesec, pa je drugi mesec, pa malo smo zmedena, ker ne vemo, kaj bi s tem počele, pa se pa zgodi tretji mesec, pa četrti, pa je tako, v bistvu energija se spremeni v tem času. Moja energija se zares spremeni v tem času, v menstrualnem času. Kaj pa zdaj ta energija v bistvu z mano želi početi? Kaj mi sporoča? Tukaj se pa potem začne ta del, kar rečem, zavestno menstruiranje, kar pomeni, če sem se zdaj naučila počivati
je naslednji korak to, kaj bom pa spustila s krvavitvijo iz svoje maternice. In spustila bom stres, spustila bom občutke, ki sem jih ta mesec gojila do sebe, kar nam bo v bistvu predmenstrualni čas zelo pokazal, kakšne izzive imamo. Spustila bom mogoče spolne odnose, ki niso bili najbolj primerni zame. Spustila bom, da sem mogoče rekla stvarem ja, ker sem mislila v resnici ne, in mi bo to pomagalo ozavestiti ta čas. Skratka, začela bom spuščati in potem v globih gremo lahko še globi, a ne, kaj se da spuščati s krvavitvijo. Torej, s krvavitvijo, ko imam čas, začnem spuščati zavestno s krvavitvijo energije in čustva, ki niso podporna zame. A ne? To. In potem se v bistvu tudi ta energija začne odpirati. Kaj pa želi naseliti zdaj moja maternica, potem ko sem spustila? Torej, s čim se bom oplodila? Jaz za ta teden potem 7., 8. Dan cikla rečem, katere avanture boš zbrala za ta mesec? In avanture so lahko poslovne narave, lahko so partnerske narave, lahko so osebne narave, recimo, da želim določeno kvaliteto pri sebi okrepiti. Kako, a ne? In ne damo si 13 avantur, to 3, a ne, če je ena vezana na partnerstvo, ena na osebno rast, a ne, da si izberemo pač 3 maksimum avanture. In potem katera akcija, to je pa že 7., 8. dan, katera akcija je tista, ki jo želim speljati, in potem čez par dni je naslednje vprašanje, kako bom negovala te akcije, kako bom praktično se tega lotila, da bi potem v času predmenstruacije pogledala, kako mi je pa šlo. Kako mi je šlo. In potem ponovitev. To bi bilo recimo vezano na menstrualni čas, praktično. Ali se ti je kakšno vprašanje vmes že porodilo? Ne, samo to, v bistvu, ko imaš ta koledarček, pa veš, kdaj imaš menstruacijo, oziroma si to zapisuješ. Ampak, ko se spremljaš recimo čez mesec, kaj si še lahko zapisuješ? Nivo energije ali pa občutke v telesu ali pa ne vem, se boli glava, pa pol vidiš, če se to pojavlja v nekem določenem obdobju. Recimo, meni se to pojavlja v tednu pred menstruacijo ponavadi. Take stvari, kaj v bistvu spremljala? Kaj bi spremljala? V bistvu tako, odvisno od posameznice. Jaz vem, da na aplikacijah imaš, a ne pač, da si lahko izbereš, kaj boš, čemu boš sledila, a ne? In da v bistvu potem v aplikacijo to vpisuješ, da si izbereš spet. Ne priporočam, ker tam aplikacija ti ponudi 100 stvari, čemur lahko slediš. Na koncu ne slediš ničemur. Sem tako, takrat imam menstruacijo in that's the thing that I know, a ne? Zato v bistvu moja izkušnja iz tega je bila, recimo, da sem v nekem obdobju, torej odvisno spet, kje je ženska, pa kaj je tisto, recimo, če bo ženska želela zanositi, bo spremljala seveda svoj mukus in temperaturo, a ne, torej sok svoje joni in temperaturo svoje joni, a ne. Potem recimo, če žensko zanima, kako ima energijo, lahko spremlja, raven energije, kakšna so moja čustva, a ne, da si v bistvu to da na seznam. In v bistvu lahko se poglobi na tak način, da reče, kakšna so moja čustva v času menstruacije, kakšna so moja čustva od 7. do 12. dne, kakšna so moja čustva v času ovulacije, pa energija, in a ne, da spremlja skozi mesec, recimo, čustva pa raven energije. In pa jaz v bistvu vedno pač rečem tudi,
kaj so tvoje supermoči v določenem času. In to v bistvu začneš pol opazovati skozi čas. To supermoči, ki ti začneš, what the fuck you're talking about. Razumem čustva, razumem raven energije, razumem. Okay. Ko smo pa dlje časa z menstruacijo, pa s ciklom, v bistvu je pa tako, v bistvu meni zelo paše početi to pa to pa to v tem in tem obdobju. Meni zelo paše početi to in to in to v tem obdobju. In v tem obdobju sem fantastična, ko to počnem. A ne? Zato v bistvu, ker sem prej rekla, ko imamo koledarček, pa kar rečeš, vem, takrat imam menstruacijo, če imam cikl, recimo, bo rekla ta standard 28 dni, v bistvu med 11. sem ugotovila, mislim, tam enkrat 7., 8., se počutim tako, da bi šla žurat, pa da bi se družila, pa da bi minglala z ljudmi, ful mi paše klepetati, ful se mi paše družiti, kaj lahko to pol poslovno izkoristimo? Za marketing, za druženje, za javljanje na Facebooku live, s partnerjem se lahko potem, dajva se midva majčkeno pogovoriti o ene stvari, ki čutim, da bi bilo dobro, da se ene stvari zmeniva. Ta in ta izziv, ki ga imava, kako bi se ga lahko praktično lotila, da midva okrepiva to najino razmerje. Ko hočemo v bistvu v službi izboljšati odnose, je to dober čas, da se v bistvu takrat gremo pogovarjati, pa a se lahko v bistvu, ne vem, a imamo lahko okroglo mizo, pa se zmenimo stvari. In v bistvu pa vidiš, kdaj saj ne gre vedno, ampak če ti enkrat veš, tle sem super v tem, tiste dneve imam pa izziv, recimo, da bom imela menstruacijo, hkrati moram pa voditi, recimo, predavanje. In v bistvu jaz vem, in v bistvu odvisno od načina, od predavanja, ki ga imam, lahko tudi povem, jaz imam menstruacijo, kar pomeni, da sem danes počasnejša. Če me ne boste razumeli, ker sem bolj v sanjskem svetu, vprašajte me konkretno nazaj. Mogoče vam ne bom mogla danes odgovoriti, ker mogoče nimam te kapacitete zdajle, ampak vam bom odgovorila na naslednjem sestanku. Ali pa bom premislila, če recimo pač ne moramo tako govoriti, nismo vse v službah, ki lahko govorimo tako, rečemo, hvala za argument, bom premislila, pa se vam javim nazaj. Ali pa si lahko damo v naše maile v času menstruacije, odgovorim vam v roku 72 ur. Kako se reče, ko ga daš, da odgovarja samoumevno ljudem, ki ti pišejo. Kako se podpreti pol, ko veš svoje moči, pa svoje izzive, ki jih imaš, pa čustvene ranljivosti, fizične ranljivosti, manj energije imam, da v bistvu potem če imamo obveznosti, ki jih ne moramo prilagoditi svojemu ritmu in sebi, da v bistvu smo, jaz sem tle s tabo, a veš? S tabo sem, podprla te bom. Ni zdaj ti si bed, ker pa slaba, pa nesposobna. Ne, to je tvoja resnica ritma, kjer si. In dajva medve to spoštovati, se ne rabi tam zunaj vse vedeti. Važno, da medve sva na svoji strani. Da sva na svoji strani, Odlično. Kaj praktičnih. Ja. Smo rekli praktično. Tako. Gremo na drugo vprašanje. Drugo vprašanje je pa to, ki bi ga mogla jaz že vprašati prejšnjič, pa je ušlo. In se pa navezuje na naše hčerke. In sicer sta v eni temi dve vprašanje. Prvo je, kako z njimi sploh spregovoriti, kako jim približati menstruacijo v tej
kulturi, ki to našo kri povezuje s sramom in s tem, da se jo skriva in da je pač to nekaj res tečnega in zoprnega, kar pač moramo prenesti. Kako s hčerkami sploh spregovoriti. In potem druga stvar, kako pa lahko potem, ko recimo dobijo menstruacijo, kako jim lahko pripravimo kakšen ritual, kako lahko to počastimo nekako, kako... Ja. Okay. In pa tudi tako, da jaz imam doma, sicer še nobena nima menstruacije, ne? Ampak imam dve zelo različni zgodbi z vsako. Ena deklica se jo zelo veseli, ona komaj čaka, ona že da greva takoj zdaj že kupiti vložke in vse in bi si ga tudi že naštimala vsak dan in zelo je vznemirjena in zelo se veseli tega. Medtem ko druga pa nočem se o tem pogovarjati. Ne? Ja, mami, vem, vse vem, da bom postala boginja, vem, da, ampak pač nočem. Ja. Nočem, zoprno mi je. Ko. Ja. In vem, da jim moram pač to pustiti, ne. Ampak kako lahko pristopimo, no, sploh? Recimo za mamice, ki imajo težavo, kako... V bistvu, jaz bi tukaj dodala še tudi za ženske, ki recimo nimajo otroka, ne, pa ki imajo nečakinje, a ne, ker vemo, da kaj, a ne, nečakinje, sestrične, pač druga mlajša dekleta okoli sebe, a ne, ker kar se zgodi v času pubertete je, oprosti mami, saj si fantastična, ampak res nisi zdajle najboljša zame. Mene zanimajo druge odrasle ženske, ki so itak bolj pametne kot ti, mami. Nekaj, da ne bom šla zdaj v sočne izraze. Povej. Z mano, ko sem jaz dobila prvo menstruacijo, je bila teta. Ja. Je bila teta tista, ki se je povezala z mano in ki sem se jaz lahko povezala z njo. Ja. In je rekla, zdaj bomo pa spile en požirek vina. Ja. A ne, to bom v bistvu povedala, ne vem, mislim, ne vem, a sem v prejšnjem pogovoru to omenila, ampak pač ta posvetitev, a ne, bova povezali te tkanini. Posvetitev, ki jo imamo, kaj je v bistvu pač ta posvetitev vstopa v ženskost, v žensko življenje, v to ciklično življenje, je tudi to, da srečamo druge odrasle ženske, da imamo, da imajo dekleta podporo drugih odraslih žensk in da vejo, da lahko pokličejo, ko se mamice ali ne upajo. Pa to ni vezano samo na menstruacijo, to je vezano tudi na to, da grejo žurat, se znajdejo na žuru, ko se ne počutijo dobro, pa ne upajo mamice poklicati, da bi šle domov, pa lahko pokličajo teto, prijateljico, etc., brez vprašanja. Ker mami bo rekla, a sem ti rekla, a sem ti tret, a ne, okej, ni nujno, da bo to mami res naredila, ampak je včasih lažje poklicati nekoga, ki ni mami. Zato rabimo imeti v bistvu pač te ženske okrog sebe, oziroma moramo, prosim se, tako, ko sem v prejšnjem podcastu, ko smo se pogovarjali, rekla, moramo je ta res pod narekovaji, vzami, kar je uporabno zate. Da imamo ženske okrog sebe, ki se v bistvu naša dekleta lahko obrnejo v stiskah takih in drugačnih na njih. Zdaj pa, če grem na vprašanje, ki si ga podelila. Prvo, kako v bistvu približati krvavitev deklicam. Niso besede tiste prvo, kar naredijo, a ne? Niso, žal. V bistvu
Odnos. Ja, v bistvu hči vidi mamo v praksi. V praksi skozi leta njen odnos do telesa, njen odnos do spolnosti in živosti, njen odnos do krvavitve. Hči vidi te stvari. In to so pač zapisi, ki presegajo naše besede. A ne? In tudi ena stvar, ki je res vezana v bistvu na posvetitev, a ne, je, da mnoge ženske se želijo, da bi njihove hčere dobile posvečen vstop. In potem jim želijo podariti ne vem kakšen hud vstop, nekaj božanskega, da se bo ona počutila kot boginja. Jaz se kar ustrašim te besede, a ne? Čeprav vem, ampak ko si predstavljam biti stara 12 let, pa mi govoriš o boginji, a lahko pobegnem? A grem lahko v klet? A grem lahko v gozd? K reki, dio mami, a ne? In to v bistvu je, ko v bistvu me, odrasle ženske, torej s to prehojeno potjo 20-30 let, gledamo v svoje deklice in jim želimo dati to, kjer smo mi zdaj, ali pa to, kar smo mi zdaj odkrili, da bi bilo dobro. In v bistvu ne razmišljamo, da je to mogoče preveč za našo deklico. Ker v resnici moramo najprej podariti posvetitev, a ne? Mi smo imeli pred leti, pa naslednje leto bomo imeli spet posvetitev za odrasle ženske, da me dobimo to, da me dobimo, da smo počaščene, da objokamo stvari, a ne, to, ko vstopimo, a ne, bolj, ko se menstruacija odhaja, bolj kasneje, ko zvemo, pa ko v bistvu takole poslušamo, jaz to vidim, to je zelo, zelo prisotno, tudi jaz imam delček tega obžalovanja, bolečine, da sem jaz komaj pri 35 ali koliko sem bila stara zvedla, kaj lahko s svojim ciklom počnem in da se mi krvavitev izteka. Jaz nimam več rednih menstruacij. In ne moram to prakticirati tega in se igrati s tem, kot bi si želela, a ne, da se mi je zdaj to že iztekalo, da sem imela 10 let, zdaj pa je že drugače, a ne. A ne, da v bistvu na tem krogu, ki je namenjen mamicam in odraslim ženskam, preplešemo svoj cikel, preplešemo to, kako bi bilo vstopiti in si podariti v bistvu posvetitev, a ne. In iz tega, kar smo mi dobile, se bomo drugače ozrle k našim hčerkam in našim nečakinjam in našim puncam. Super se mi zdi, ko si rekla, da imaš dve različni deklici, a ne. In to je taka res metafora, kje so dekleta danes. A ne. In če v bistvu, če rečem, aha, mamica je zdaj poskrbela že zase, torej to imava ček, a ne, oddelano. Vprašanje našim deklicam, kako bi pa ti želela praznovati? Kako bi pa ti želela praznovati? Ali pa kako bi želela, če ni praznovanje, kako bi želela obeležiti? To je eden od načinov. Zdaj, če imamo recimo deklice, ki jim je to izziv, je eden od načinov ta, da v bistvu jim mogoče mi kupimo mogoče menstrualni dnevnik, a ne, da je neki dnevnik, ki je v rdeče oblečen, da je to mogoče verižica, mislim, da zapestnica, ki je rdeča, in ona to ni nujno, da bo nosila, a ne, ko bo 12 let stara, rečva, a ne. Ampak bom dala prav primer recimo ene moje gospe, ki jo je ona, joj, pa to menstruacija je fajn, pa cikel, pa ti letni časi, pa tako. Mami, ne, 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 ne.
In to je bilo recimo, ko je bilo dekle staro 17 let. Ona je recimo dobila menstruacijo pri 16 letih, mami jo je hotela takrat upeljati v skrivnosti in darove menstrualnega cikla, mami ne. Ampak ona ji je povedala, kaj obstaja. Narisala ji je recimo letne čase v ta dnevnik, v ta zvezek, v tem, pač svojo roko, ni šla v nek šoping, svojo roko je narisala, ker ona pozna svoj menstrualni cikel. Pomlad, od tega do tega dne ti bo prinesla mogoče tole pa tole, poletje ti bo prineslo tole pa tole, jesen tole pa tole, zima tole pa tole. Kako je pa s tabo, kaj pa ti opaziš, Torej, dati samo neke iztočnice dekletom in zaupati, da bo dozorelo, torej mi jim predamo, kakor jim lahko, do tanka čutimo, da je dekletu udobno, da je ne posiljujemo s svojim vedenjem in pustimo, da to seme, ki smo jim ga podarile, vzklije, da zaupamo, da bo vzklilo. In da ji tudi rečemo in damo vedeti, če boš imela vprašanje, tukaj sem, če boš želela iti globje ali pa če želiš, da te h komu drugemu usmerim, lahko tudi omenimo, veš, meni je bilo pa zelo dobro, recimo od te ene druge gospe, ona ji je povedala, veš, meni je pa zelo všeč, kako je že imeti vumb, neki, pač ena gospa v tujini, ki dela pač menstrualni cikel in res, dekle se je potem čez nekaj let samo vpisalo in je pač pol na koncu tega seminarja povedala, mami, jaz sem bila pa veš na tistem predavanju, ki si mi ga ti 5 let nazaj omenila. Zaupanje, da mi smo model, mi predamo znanje in zaupamo potem v to, da bo hči ali pa nečakinja ali pa sestra zalivala to seme. No, to se mi zdi tako pomembno, ko si rekla, da jih vprašamo, kaj si pa ti želiš. Ja. To mi je kar piš. Ja. Ja. Kako bi bilo pa tebi? Kaj bi bilo pa tebi žur? A bi želela imeti prijateljce? A bi raje, da smo sem jaz pa mami pa babi, ali bi rada imela še klan svojih deklic? A greva v gost? Kaj bi, da v bistvu pač razmislimo, poznamo svojo hči, poznamo svoje deklice, kaj v bistvu je žur tej deklici? Kaj vemo, da jim je žur? In kako v bistvu ta žur, ki vemo, da jim je žur, vpeljati potem v del te posvetitve, Pa kaj še tako, Tri pikice, no? Nana bi povabila celo nas. Naša Nana nas povabila. Ja. Ronja bi pa bila sama z mano, pa bi kam šla. Ja. Bi se šla razvajati. Ja. Pedikura, manikura, rdeč nohtek z zvezdico. Tako. Pa tudi lepo je, veš, mene pred leti sem slišala eno tako dve zgodbi sta, ki mi stopta v ospredje, vključiti očete noter, da so del te zgodbe, In ena je od ene znane, ampak se ne bom spomnila, ena temnopolta, pa ne poučuje to področje menstrualnega cikla, ampak je v bistvu pač ta motivatorka, ampak se ne spomnim zdaj njenega imena. In ona je delila, kako jo je oče, ko je dobila menstruacijo, oziroma pač v tem nekem dekliškem obdobju, preden je začela s fanti hoditi ven, jo je peljal na večerjo in jo je res tretiral kot kraljico, res kot tako z najbolj posvečenim momentom, In na koncu pač družila sta se lepo, sta se imela, šla sta na koncert, pogovarjala sta se teme, ki sta se jih, In na koncu tega večera je on rekel, jaz sem ti pokazal, kako mora biti, na tebi je pa, da boš zbrala moške, ki te bodo tako tretirali.
Mhm. In ta druga zgodba je pa, ki je pa v bistvu drug oče, pa Si to kupil tudi. brala ali si poslušala nekje? Si brala? Poslušala. To, sem se ne spomnim, se pravi, nimam imena te gospe. Ta druga je pa zgodba od ene moje gospe, je pa oče kupil darilo. Prav za čas menstruacije, a ne, in ga v bistvu okrasil in napisal, da dobrodošla, mlada ženska, veselim se tvoje rasti, veselim se tvoje cikličnosti, veselim se tega, kar je pred tabo in tvojo žensko potjo. A ne, da je v bistvu, da sta vključena, jaz si predstavljam, a ne, ampak da sta vključena oba. Zelo pomembna je ženska in žensko pleme. Ampak kjer smo zdaj kot družba, pa v bistvu počasi rabimo vpeljati, da so moški del te naše cikličnosti. A ne? To. Ja, seveda. Kaj je pač kot pri porodu, da so še moški zraven. Ja, ja, Ja. ja. Povabljeni moški zraven. Mislim. Povabljeni, ja. Ja, pol je pa še vedno, a ne, Ja. odprta pot, kaj se zgodi, a ne. V redu. A veš, da sem pozabila, da snemava, prav zares. Lepo. Tako, evo. No, pa smo odgovorili. Suzana, na podcastu si tudi si povedala, da začnete z novim ciklom delavnic, predavanj, portali. Ženski portali moči, ja. Portali moči. Pa zdaj bi v tem času že mogli začeti. Res je. Ali potovanje že traja? Ne, v bistvu ne. Ko smo se medve dobili, jaz še nisem vedela, da bomo praznovali 10-letnico sidranja svete ženskosti, a ne, da bomo imele krog. Ja. Kaj si rekla? Sem ga zamudila, ja. Vem. Nisi zamudila, boš prišla na naslednjega. In v bistvu, ja, tako da nisem vedela, da bom imela ta krog takrat, ta ideja se je porodila kasneje, ker sem začutila potrebo potem, da praznujem teh 10 let dela, a ne, da pritrdim tem 10 letom, da pritrdim in da imamo ženski krog, a ne. Zdaj v bistvu, odkar je bila ta korona, a ne, ta velika iniciacija človeška, smo imele samo eno Magdaleno vmes in en mali krog, a ne. In sem vedela v bistvu, ko bomo začele z ženskimi portali, da bo moja energija spet tam glavnina in to pomeni, da bo čas šel, a ne. In sem si zaželela imeti ženski krog. Tako, ne samo praznovanje, ampak ženski krog, da ga imamo zares, da se srečamo, da se objamemo, da se navadimo spet biti v krogu, a ne. Ker, ne vem, jaz osebno sem v tem času kar malo bila anksiozna med ljudmi, a ne, pa vračati se nazaj med ljudi, pa družiti se zares fizično z ljudmi, ne samo prek spleta, a ne. Ja, tako da sem jaz to prestavila, najprej za en teden, pa sem pa videla, Suzana, jaz bom izčrpana. Ja, jaz sem izčrpana od tega kroga in priprav. Tako da sem dejansko si nanudila svobodo, da prestavim za 2 tedna. Ja. In začnemo 29. In v bistvu tukaj sem videla glih prav to sem glih tudi ženskam pisala v pismu. Jaz bi lahko speljala, a ne, bi imele krog in bi potem začele. Lahko bi speljala, seveda, da bi lahko. Saj sem Suzana Grau, a ne.
Ampak eno je lahko, drugo je pa z vznemirjenjem in radostjo in z veseljem. In da se zdaj, tam ne imam napisane moje ženske, da se jih zdaj veselim. Da nisem izčrpana, pa vem, da moram to oddelati, ampak da je ne, zdaj se vas veselim, ženske, zdaj bomo začele, zdaj gremo potovati, zdaj sem res z vami. Ne razmišljam še o vsem o tem, kar se je zgodilo na ženskem krogu, na praznovanju. Ne, zdaj sem tle, zdaj sem zares z vami. Ja. O, o. Tako da ja. No, potem pa ti želim lepo, lepo potovanje. O, hvala lepa, hvala lepa. Vam želim. Ja, hvala, ja, nam se veselim, v bistvu, ja, se veselim nove skupine, novih popotnic. Okay. Suzana, hvala ti za ta plus, za ta dodatek, ki smo ga naredili, Ja. da si bila pripravljena dobiti z mano, takole, Mhm. videa. In ja, naslednjič pa v novem podcastu. V prihodnosti. Ja. Zdaj sva skompletirale podcast številka 5, a ne? Zdaj je Tako. komplet. Ja, ta je zdaj imel zaključek. Tako, to je to. Potem pa nove teme pridejo. Yes. Izvrstno. Hvala. Oh, hvala, Ana. Je nič, nadaljujeva, 3 pikice. Yes. Sva rekli, to be continued. To be continued. Ole.